Me gustas tu. Ja, tole so že bili taki pravi poletni ritmi in ko smo že ravno pri poletju, sem jaz seveda poklicala Matica Fabjana. Dobro jutro. Dobro jutro. Da mi mal pove, kako se bom jaz kaj pripravila letos na poletje, sploh z mojo kožico in pa estetskimi posegi, ja, ne? Ja, ne vem, to si še mogla samo odločiti. Najprej mi moraš zrihtati predračun. Se ni vse v denarju, ali veš. Ja, ne, nekaj je prav, nekaj je še v zlatu, pa v zakladnih menicah, pa doma. V nafti trenutno, ne. Si ti videl, koliko je šla cena gor? Nisem. Nisi? Ker se s kolesom vozim. Pametno, vidiš, jaz kolesa nimam, pa tudi mogoče malo predaleč je za mene s kolesom. Bom robil, rekel bi tega kup, tako da. Ja, veš, da. Matic, a prideš sam pikico bliže mikrofona, ker si še jutranja, veš pa, da te malo bolj sliša naši poslušalci. Boljš takole. Ja, zdaj pa odlično. No, zdaj glih fajn, da niste slišali, kaj sami moramo kupiti. Glede na to, da je dan mučenikov, a si dobil že svoje trnje, slive in klobasa? Že. Ja, ti nam je že vse prinesla, tako da. Pridno. Jaz sem mojemu dan še pozabila zjutraj čestitati za rojsten dan, pa veš, kako hudo je. Matic, daj vam mi da povedati, priprava naše kože namreč na poletje. Zdaj je glih tak idealen čas, ko pravijo, sonček že ima tudi svojo moč. Kako se lahko pripravimo na poletje čim bolj? Ja, zdaj, itak to že, bom rekel, nasplošno vrabčki čivkajo, ne, da je potrebno pač kožo zaščititi vsakodnevno, sploh ko pač to sonce zdaj že močnejše, ker pač prihajamo v poletni čas oziroma pomladanski in je sonce lahko že zelo, bi rekel, problematično, sploh ker koža je bila, letos je bilo res slabo vreme, veliko megle in tako ni bilo nič navajena nekega sončnih žarkov, ne. Seveda je treba uporabljati primerno zaščito, vemo, da so kreme, ne, potem pa tudi fizično zaščito, kot so kape, pokrivala in tako dalje. Potem pa temu primerno se pač lahko naprej, bi rekel, nekako upgradamo, če nas določene stvari motijo. Predvsem seveda govorimo o določenih spremembah, ki so bolj kot ne starostne narave, ne, na obrazu. Ponovadi se pojavljajo gubice, ponovadi se predvsem recimo po 40. letu začnejo problemi z vekicami, koža odvečna in tako dalje. Ampak to so take, bom rekel, nevarne stvari, so bolj estetske narave, ampak če seveda ljudi motijo, se jih lahko tudi odpravi. Ne? Se pravi, pri vekah gre za bleferoplastiko? Tako, drži. Je to fizičen poseg? Mislim, Ja, ponavadi je pač potrebno to odvečno kožo odstraniti, je sicer zelo minimalno invaziven poseg, kar pomeni, da naredimo v bistvu samo en rez na zgornji veki na koži in ni to nekih globinskih posegov, ne. In pa spodaj so pa ponavadi največji problem podočnjaki, ne, to se tudi danes pri mladih veliko pojavljajo, ne, in so potem, bi rekel, izgled utrujenosti, pa v bistvu tudi, če nisi utrujen, ne, se z nekim takim, bi rekel, finim, minimalnim rezom lahko te podočnjake zelo kvalitetno odstrani in je dolgoročni rezultat, ne. To so v bistvu take stvari, ki ljudem vsakodnevno, ko se pogledajo v gledalo, nekako da neko moč, samopodoba za jutro, za naslednji dan, za energijo v službi, kjerkoli, ne. Kaj pa gubice? Gubice praviš, da je treba že sanirati, ker lahko rečemo rani mladosti. Kdaj je recimo idealen čas, da se začnejo že gubice sanirati, da je potem nek dolgoročni učinek? Ja, zdaj, kar se tiče gubic, je zagotovo botoks, ki pač ga vsi danes že poznajo, ne. Sigurno ena od stvari, ki je najbolj naravna in najbolj kvalitetna storitev za odpravo teh gubic. Fino pa je, da se to začne uporabljati tam nekje do 40. leta, zato ker ko je guba enkrat pregloboka, se jo enostavno ne da odstraniti. Se pravi, ta moja tu ja, načelno, ne, med očmi. Ampak dobro, tvoja bi se z botoksom lahko fino odstranila. Dejstvo pa je, da potem, ko nekako pridemo tam 60+, pa botoks nima več učinka, ne. Tako da načeloma je botoks bolj za srednja leta, srednja leta, ne za mlade, nisem to, sem jaz absolutno proti, da nekdo si daje botoks, ne vem, pod 30, ne, ker nima smisla. Je pa res, da nekdo ima malo hitreje dobi gube, nekdo malo kasneje, ampak
Če se vzdržuje neka ta preventiva z botoksom, je lahko, bo rekel človek, veliko manj gubast, ne, če lahko se izrazim, ampak sej določene gube morajo tudi biti na obrazu, ne. Je pa res, da te poglobljene pa velikokrat ljudi motijo in potem ni rešitve, ne. Ok. Zdaj, Matic, bova midva naredila malo pavze, da malo ohladiva najina grla, potem pa nadaljujeva še s kakšnim estetskim posegom, ki ga je mogoče fajn narediti zdaj, pred samim poletjem. Velja. Kaj praviš? Velja. Evo, odlično. Ostanite z nami, ker Matic bo imel še kakšno super informacijo za vas. Pa smo že nazaj v studiu Radia Fantasy, nisem več sama, z mano je tudi Matic Fabjan iz Medical Group Fabjan. Dobro jutro, Matic. Dobro jutro. Zdaj, midva sva stopila prejle kar v akcijo, ker sva rekla, nič zdaj vreme je že, pomlad se prebuja, sonce nam sije in kako pripraviti dejansko kožo na poletje. Povedala sva, da to poskrbijo kremice in pa predvsem tudi lastna zaščita. Mene pa zdaj zanima ena druga stvar. Kaj pa estetski posegi, ki jih lahko naredimo pred poletjem, da bomo, se veš, poleti malo bolj zaobljeni, spredi pa zadnji? Ja, takole je, ne, se pravi, te večje estetski posegi, ko govorimo o nekih korekcijah dojk, raznih odstranitev odvečne maščobe, liposukcije in tako dalje. To je seveda ni smiselno delati nekaj sred poletja, fino, da se naredi vsaj 2-3 mesece prej. Zakaj pa? Zato, ker pač po vseh teh posegih je potrebna neka kompresijska oblačila, se pravi, človeku lahko vroče, če to nosi, se rane lepše celijo. In v taki situaciji seveda so meseci, kot so zdaj prihajajo, marec, april, maj, ne, to so še vsi meseci, kjer se lahko te stvari, bom rekel, elegantno naredijo in se je tudi okrevanje dosti enostavno, ne. Potem, ko pa res julij, avgust prihaja, ne bi bile pa te stvari že vse zaceljene, tako da ni potem nekih problemov pri sami. Zaradi brazgotin v bistvu, ne? Ja, brazgotinjenje, celjenje ran, to je vse nekako veliko bolj, bi rekel, lepše in enostavneje za pacienta, če je bolj hladno, ne. Ampak, veš, ko pravijo, da pač slana voda zdravi vse, ne? Torej, tudi pomaga pri mogoče celjenju? Ampak, to bolj velja za neke, bi rekel, poškodbe, za neke take travme, ne. Tam, kjer so pa neki planirani posegi pri zdravih ljudeh, zdrave rane, pa glih ni fajn, da kar slana voda pride, če imamo možnost, da se celi normalno, ne, v nekih pogojih, ki so za rano optimalni, ne. No, ampak recimo tudi brazgotine same pri izpostavljanju soncu lahko v bistvu posvetlijo se, ali kako, ali potemnijo. Kaj je fajn, s čim je fajn, da jih tudi zaščitimo? Absolutno, brazgotina je potrebno, da je eno leto saj popolnoma zaščitena. Zato, ker eno leto vsaka brazgotina zori, to pomeni, da se mehča, da dobiva nek pigment in če jo obsevamo z sončnimi žarki ali pa solarji ali karkoli, pa pride do tako imenovanih hiperpigmentacij, pomeni, da se ekstremno hitreje obarvajo kot ostala koža in je pa dokaj neestetsko, ne. Tako da sigurno absolutno nasvet za vsakega, ki ima kakršenkoli poseg, kjer je brazgotina izpostavljena soncu, da se jo zaščiti, sploh če ni stara več kot, manj kot eno leto, ne. Ok, zdaj povedala sva tudi recimo, kar se tiče dermatoloških posegov, recimo odstranjevanje znamen, to je tudi recimo zdaj najbolj primeren čas. Absolutno, zdaj se ponavadi so vedno te kampanje spomladi, predvsem za zaščito obraza, telesa, ker vemo, da pač kožni rak je zelo, bi rekel, pogost, ne, in jih je v bistvu narašča z leta v leto. In v vsakem primeru, če nekdo opazi neko, bi rekel, nenormalno oziroma znamenje, ki se mu je nenadoma pojavilo, se ne zaceli, krvavi in tako dalje, absolutno je smiselno obiskati dermatologa, da se zadeva pogleda in se eventualno odstrani in to je fino zdaj delati, ne pa sredi poletja, ker je celjenje na obrazu sredi poletja. Že nasplošno je obraz tisto, kar je najbolj izpostavljeno. Direktno izpostavljenost, ne. Težko prekrijemo, ne. Da mi poveš še samo eno stvar, prosim, kako pa se recimo pri vas naročimo na en tak, najprej verjetno pregled, posvet, potem pa tudi na sam poseg, pa ne glede na to, ali je to dermatološki, ali je to estetski poseg, kje dobimo vse te informacije? Najlažje je na spletni strani medicalfabian.si, pa se tam lepo izpolne obrazec, pa potem pride takoj do
kontakta z našo službo za naročanje. Potem je to 1, 2, 3, sej v bistvu za te stvari, bi rekel, take preventivne dermatološke preglede, samo plačniške niti ni nekih čakalnih dob. No, Glej sem hotela vprašati, koliko pa bomo čakali? Ma ni, ne, zato ne, ker to so pač stvari, ki se v bistvu hitro dogajajo. Vse druga stvar je, kar je, bi rekel, preko zavarovanja, ker pač tam so omejene storitve. Ne. Pri samo plačniških pregledih pa ta stvar ni omejena. Okay, kje pa recimo najdemo vse tvoje ordinacije, kje se lahko naročimo? Pa zdaj tle v Celju, smo v Celeja parku, ne, to je v bistvu najbolj taka lokacija. Drugače smo pa posod po Sloveniji, se lahko ljudje malo pogooglajo, pa bodo najdeli. Pa kaj si se ti že naučil klonirati ali teleportirati? Mislim, ker ta del bi jaz tudi namreč si želela, veš, da si na 100 koncih lahko. Ne, se nisem jaz, se še kolegi, tako da ne. Aha, okej. Ampak če bi pa si kdo želel ravno pod nož v tvojih rokah? Ja, ti bo pa prišel k meni v Celje, no, tako da se večinoma ljudje iz cele Slovenije pridejo do mene, tako da. Pa lahko recimo se že pri tem, ko se naročimo na kakšen posvet, dopišemo opombo kmetico. A ti zdaj to za sebe sprašuješ? Ja, glej pa če zaslišuješ. Lahko vedno, absolutno. Ok, super. Da mislim še povej, zobe še imaš vse, ali ti je Tina že kakega? Ne, imam še vse zdrave. Imaš še vse zdrave. No, mene še kar čaka ta podvig pri Tini, se pravi, pri Medical Group Fabjan lahko dejansko dobite storitve od estetskih, dermatoloških, estetskih posegov, zobozdravstvenih storitev, ni da je. Ni da ni. Multipraktiki ste. Ja, neč, Matic, hvala za enkrat, da si se oglasil. Se pa vidva, po mojem, še enkrat pred poletjem, ker mi še boš mogel sigurno kakšno stvar povedati. Verjetno, hvala za povabilo. Se vidiva in slišiva.